Pozdravljeni vsi! V današnjem videu bomo raziskovali kraljevske ljubimce iz zgodovine, ki so postali močnejši, kot bi si kdo mislil. Te ženske, ki so prihajale iz zelo različnih okolij, so se na kraljevih dvorih povzpele in pridobile ogromno bogastva, vpliva in oblasti. Njihove zgodbe so polne ambicij, škandalov in izjemnega uspeha. Zato se mi pridružite, ko bomo raziskovali njihova življenja. Za našo prvo zgodbo se bomo vrnili v čas polsko-litovske skupnosti. Ženska, ki bo nekoč postala carica Katarina I. Rusije, se je rodila kot Marta Helena Skrzongsa 15. aprila leta 1684. Nekje na vzhodu tedanje polsko-litovske skupnosti, velikega kraljestva, ki je obsegalo današnjo Poljsko, Litvo ter velik del Belorusije in Ukrajine. Njeni starši, ki so izvirali iz okolice Minska, so umrli, ko je bila še zelo mlada, okoli leta 1689, v enem izmed velikih izbruhov bubonske kuge v vzhodni Evropi. Tako je bila, ko je bila stara komaj 4 ali 5 let, sirota. Podrobnosti o življenju mlade Marte potem so nejasne, saj več zapisov, napisanih desetletja kasneje, ponuja nasprotujoče si različice dogodkov. Toda splošni vzorec je bil tak. Na koncu je v 90. letih 17. stoletja živela v gospodinjstvu Johana Ernst Gluck, luteranski pridigar iz Nemčije, ki je bil znan po tem, da je ustvaril prvi večji prevod Biblije v latviščino. V poznem 17. stoletju je bil dejaven v Baltski regiji na območju današnje Latvije. Tukaj je Marta v otroštvu in zgodnjih najstniških letih delala v Gluckovem obsežnem gospodinjstvu, verjetno kot služkinja ali pomočnica. Vprašamo se lahko, kako se je povzpela z tega položaja do tega, da je postala vladarica Rusije. Začetki tega vzpona se skrivajo v zapleteni geopolitiki vzhodne in severne Evrope v zgodnjem novem veku. Med sredino 16. stoletja in začetkom 18. stoletja je to območje pretresla vrsta velikih vojn, ki so skupaj postale znane kot severne vojne. Glavni protagonisti v teh vojnah so bili polsko-litovska država, Švedska in Rusija. Na kocki so bila obsežna ozemlja vzdolž mejnih območij med temi državami in nadzor nad Baltskim morjem. Na primer, Švedska je imela v lasti velike dele današnje severozahodne Rusije, vključno z območjem, kjer danes stoji mesto Sankt Peterburg. Glavna točka spora je bila regija Baltskega morja, še posebej območje, ki je bilo takrat znano kot Livonija, kar danes v grobem ustreza Latviji, Estoniji in Litvi. To je bila ena glavnih spornih regij, ko sta Rusija in Švedska znova šli v vojno leta 1700, v konfliktu, ki je postal znan kot Velika severna vojna in je trajal 21 let. Marta je kot 16-letno dekle živela v Livoniji v gospodinjstvu družine Gluck v času, ko je izbruhnila vojna in kmalu je bila vržena v ta nestanoviten svet. Leta 1702 je bila na kratko poročena s švedskim konjeniškim častnikom, s katerim je bila poročena le 8 dni, preden so Švede iz regije pregnale prihajajoče ruske čete. Dogodki, ki so sledili, so ponovno nekoliko nejasni. Toda Marta, ki je postala mlada, privlačna ženska, je očitno postala ljubica feldmaršala Borisa Šeremetova, vodilnega generala ruskega carja Petra I. Zaradi tega je bila, ko se je Šeremetov po osvojitvi večjega dela Livonije strani Rusov vrnil v Moskvo, Marta pripeljana z njim. V Moskvi je Marta kmalu pristala v gospodinjstvu princa Aleksandra Menšikova. Menšikov je bil najtesnejši zaupnik carja in eden najvplivnejših posameznikov v Rusiji. Marta je bila morda sprva Menšikovova ljubica, vendar je njun odnos v prihodnjih letih postal političen v labirintu politike carske Rusije. Po drugi strani pa morda Menšikov in ona sploh nista bila ljubimca, temveč jo je pripeljal v svoje gospodinjstvo z izrecnim namenom, da bi pritegnila Petrovo pozornost.
Njegov cilj pri tem bi bil, da bi postavil dodatne oči in ušesa v samem središču vlade v Kremlju in drugih cesarskih palačah v Moskvi. Če je bilo temu tako, se je trud izplačal, saj je car Peter že leta 1703 ali v začetku 1704 vzel Marto za svojo ljubico. Peter Veliki je bil zapleten človek. Na ruski prestol je prišel leta 1682, ko je imel komaj 10 let. Zaradi tega je začel samostojno vladati šele leta 1696. Potem je začel dolgo diplomatsko potovanje po srednji in zahodnji Evropi. Njegov cilj je bil primesti v Rusijo čim več novih idej, da bi moderniziral državo in jo naredil za eno največjih sil na kontinentu. V ta namen je po začetnih vojaških uspehih, ko je osvojil ogromna ozemlja v Baltski regiji. Na začetku Velike severne vojne je razvil načrt, da bi na isti vodni poti zgradil novo veliko prestolnico. Dela na tem novem mestu so se začela leta 1703, ravno v času, ko je spoznal Marto. Poimenoval jo je Sankt Peterburg in jo naredil za novo prestolnico Rusije. Tukaj je Marta preživela večino preostanka svojega življenja, medtem ko se je mesto hitro razvijalo po zahodnoevropskem vzoru. Približno v istem času, ko je postala Petrova ljubimka, se je odločila spreobrniti iz rimsko-katoliške vere v grško pravoslavje in hkrati spremenila svoje ime v Katarina Aleksejevna. Tako je bila do tega časa v veliki meri rusificirana, njen vzpon v dvornih krogih pa je bil zagotovljen, ko je leta 1704 rodila sina Petru, ki je bil poimenovan po carju. Položaj Katarine kot Petrove ljubimke je bil zelo zapleten. Po eni strani Peter ni bil poročen. Njegov prvi zakon z Eudoksijo Lupokino, s katero se je poročil v poznih najstniških letih, je bil nesrečen in sta se ločila že pred več leti. Tako Petra ni omejevala nobena obstoječa zveza, da bi se poročil s Katarino, vendar je bila tujka in iz zelo skromnega družbenega okolja. Za druge evropske monarhije, kot so Francija, Španija ali Anglija, bi to popolnoma izključilo možnost, da bi se poročil z njo. V Rusiji pa so bile stvari drugačne. Na primer, nekdanja carica Eudoksija je prihajala iz povprečnega aristokratskega okolja in ni bila del ruskega plemstva. Kljub temu, da Katarinino poreklo ni predstavljalo težave, se je Peter vseeno zdel negotov glede zveze, zato je odlašal z odločitvijo, da bi se poročil s Katarino. Na koncu sta se par na skrivaj poročila, konec leta 1707, čeprav o dogodku ne obstajajo nobeni zapisi. Nekaj let kasneje sta se končno uradno poročila v stolnici svetega Izaka v Sankt Peterburgu 9. februarja. Leta 1712 je Katarina končno postala carica oziroma kraljica Rusije, skoraj 10 let po začetku njunega razmerja. Ne glede na zaplete okoli poroke, je bila njuna zveza dveh posameznikov, ki sta bila očitno idealna sopotnika. Njuno dopisovanje priča o njuni naklonjenosti drug do drugega, ona pa ga je močno podpirala v njegovih prizadevanjih, da bi Rusijo naredil za veliko evropsko državo. Februarja leta 1712, ko sta se končno uradno poročila, je v njeno čast ustanovil viteški red svete Katarine. Vendar je njuna zveza prinesla tudi precej žalosti. Katarina je imela 12 otrok s Petrom med letoma 1704 in 1724. Toda le dve od teh, deklica Ana, rojena leta 1708, in druga deklica, Elizabeta, rojena naslednje leto, sta preživeli do odraslosti. Od ostalih jih je skoraj vseh umrlo v otroštvu, bodisi v nekaj tednih ali mesecih, ali preden so dopolnili 5 let. To je bilo v zgodnjem novem veku pogosto. Da so otroci v prvih mesecih ali letih življenja umirali zaradi bolezni, ki jih danes zlahka zdravimo. Toda tudi po takratnih merilih je bila to izjemno kruta stopnja trpljenja, ki sta jo morala kot starša prenašati Katarina in Peter. Peter je umrl zgodaj leta 1725.
Čeprav je bil ob svoji smrti star komaj 52 let, je bilo njegovo vladanje tako uspešno, da je postal znan po vzdevku Peter Veliki. To je bilo posledica načina, kako je končno uveljavil Rusijo kot novo veliko silo vzhodne in severne Evrope. Po prevladi švedske v baltski regiji v 17. stoletju ter tudi zaradi njegove modernizacije ruske vlade in družbe. Bil je na primer prvi car, ki je ustanovil univerzo v Rusiji. Prav tako je leta 1721 razglasil začetek ruskega imperija, sebe imenoval za cesarja, Katarino pa za cesarico soprogo. Vendar pa še vedno je bilo vprašanje glede nasledstva, saj ko je Peter umrl januarja 1725, še vedno ni imenoval svojega naslednika in ni imel živečega zakonitega sina. Naslednji v vrsti je bil Peter Aleksejevič, vnuk Petra, ki se je rodil Alekseju Petroviču, sinu iz Petrovega prejšnjega zakona z Eudoksijo Lupokino. Vendar Peter Aleksejevič je bil takrat star komaj 9 let. Zato je Katarina v dogovoru s svojim starim zaveznikom, princa Menšikova in še nekaterih drugih v vladi, razglasila, da je bila ena od Petrovih zadnjih želja, da ga Katarina nasledi. Tako je sirota iz Polsko-Litovske zveze bila okronana za cesarico Katarino I. Rusije leta 1725. Vladavina Katarine je bila uspešna, čeprav kratka. To je bila v bistvu vlada z delitvijo oblasti, kjer sta imela Menšikov in še nekaj drugih plemičev večino moči, vendar je Katarini uspela uvesti nekaj reform. Zlasti je nadzorovala drastično zmanjšanje ruske vojske. V času Velike severne vojne se je ruska vojska povečala na skoraj 250 000 mož, kar jo je takrat naredilo za največjo v Evropi. Vendar so bili stroški vzdrževanja te ogromne vojaške sile zelo visoki, breme pa je padlo na rusko ljudstvo v obliki zatiralskih davkov. Katarina je uspela prepričati Menšikova in druge plemiče, da začnejo zmanjševati vojsko. Zdaj, ko se je vojna s Švedsko končala in je Rusija postala nesporna sila v vzhodnji Evropi. Z znižanjem davkov v Rusiji se je revščina občutno zmanjšala in Katarina si je pridobila veliko priznanja, s čimer je postavila precedens, po katerem je ljudstvo v 18. stoletju slavilo vladavino žensk v Rusiji. Katarina se je prav tako lotila iskanja svojih 4 sorojencev v baltski regiji in Polsko-Litovski zvezi, od katerih je bila ločena v svojih zgodnjih letih zaradi smrti staršev. To ji je uspelo in po ponovni združitvi z družino je vse 4 sorojence povzdignila v rusko plemstvo. Na koncu se je vladavina Katarine izkazala za uspešno, vendar kratkotrajno. Na začetku leta 1727 so ji diagnosticirali absces na pljučih, vendar je bila prava bolezen najverjetneje tuberkuloza. Bolezen, ki je bila v celoti prepoznana in raziskana šele v 20 letih 19. stoletja. Za razliko od Petra je pripravila načrte za nasledstvo in za svojega naslednika imenovala Petra Aleksejeviča. Ko je umrla 17. maja 1727 pri 43 letih, je tako nasledil Katarino kot Peter II. Vladavina Katarine je odprla obdobje izjemne ženske vladavine v Rusiji, zaradi česar je bila ena redkih držav v predmodernem svetu, kjer so večji del stoletja vladale predvsem ženske. Peter II. Je prezgodaj umrl leta 1730 in nasledila ga je Ana I., nečakinja Petra Velikega. Vladala je do leta 1740, nato pa je po kratkem premoru na prestol prišla Katarinina hči s Petrom, Elizabeta kot Elizabeta I. Ko je umrla leta 1762, jo je nasledil Peter III. Vendar je bila tudi njegova vladavina kratka, saj ga je po 6 mesecih odstavila lastna žena. Ta ženska, prav tako po imenu Katarina, je nato vladala Rusiji 34 let in razširila imperij v eno najmočnejših sil Evrope. Imela je vlogo ne le v Baltskem morju in vzhodnji Evropi, ampak tudi na Balkanu in ob Črnem morju na jugu.
Zaradi tega je Katarina II. Postala znana kot Katarina Velika. Tako je vladavina Katarine I. odprla obdobje, v katerem je Rusiji vladala vrsta ženskih vladaric, vse do konca 18. stoletja. Nato potujemo še dlje v preteklost, na začetek 16. stoletja. Ženska, ki bo nekoč postala kraljica Osmanskega cesarstva, se je rodila okoli leta 1502 v mestu Rohitin v regiji znani kot Rutenija. Danes je to del zahodne Ukrajine, vendar je bila v 16. stoletju Rutenija provinca kraljevine Poljske. Ne vemo, kakšno je bilo njeno rojstno ime, čeprav je en strokovnjak za življenje Hurem domneval, da je bilo bodisi Anastasija Lisovska ali Aleksandra Lisovska. Prihodnja kraljica se je rodila v času, ko je Južna Evropa doživljala vse večji pritisk zaradi širjenja moči Osmanskega cesarstva. Ta narod turških muslimanov se je pojavil v 14. stoletju iz Anatolije, območja, ki ustreza današnji Turčiji. V 15. stoletju se je njihovo cesarstvo hitro širilo, osvojilo je velik del Balkana in dele Levanta. Ambicije in moč cesarstva so bile simbolizirane leta 1453, ko so osvojili Konstantinopel, srednjeveško ime za mesto Istanbul, in ga odvzeli njegovim bizantinskim vladarjem. S čimer se je vzhodno rimsko cesarstvo končalo po skoraj 12 stoletjih, potem ko ga je ustanovil cesar Dioklecijan ob koncu 3. stoletja. Nadaljne vojne v prihodnjih letih so prinesle dodatne osvojitve na Balkanu, na območjih, ki ustrezajo današnji Romuniji in Moldaviji. V 70. letih 15. stoletja so Osmani vzpostavili tudi protektorat nad območjem Krima na severnih obalah Črnega morja. Pristanišča tega območja so odtlej postala središče trgovine s sužnji za ujetnike iz Poljske, Ukrajine in Rusije, ki so jih pripeljali nazaj v Istanbul, ime, ki ga je Konstantinopel dobil po osvojitvi strani Osmanov. Zdi se zelo verjetno, da se je bodoča cesarica znašla na poti v Istanbul kot posledica trgovine s sužnji na območju Krima. Verjetno je bila ujeta med suženjskim pohodom leta 1516 in odpeljana v takratno Kafo na Krimu, ki danes ustreza sodobnemu pristanišču Feodosija. Od tu so jo nato poslali v Istanbul, kamor je bila preseljena osmanska prestolnica. Tukaj so jo namestili v osmanski cesarski harem, ogromno gospodinjstvo znotraj cesarske palače, ki je vključevalo žene trenutnega sultana, druge ženske sorodnice, ženske služabnice in sultanove priležnice. Najverjetneje je bila tukaj že leta 1517 ali 1518. In prav v tem času je dobila ime, po katerem je najbolj znana. To je bila Hurem, perzijska beseda, ki približno pomeni vesela ali nasmejana. Njeno drugo ime, Roxolana, so ji večinoma nadeli šele kasneje v življenju opazovalci in komentatorji kraljice. To približno pomeni dekle iz Rutenije. Vzpon Hurem v osmanski prestolnici se je začel leta 1520, ko je postala priležnica Sulejmana, sina vladajočega sultana Selima I. To je bilo tik preden je sultan umrl in 30. septembra 1520 je Sulejman pri 25 letih postal sultan Osmanskega cesarstva. Njegova dolga 45-letna vladavina je prinesla ogromno širitev cesarstva ter začetek zlate dobe osmanske kulture. Zato je v zgodovini znan kot Sulejman Veličastni. Hurem se je kmalu povzpela na zelo pomemben položaj med Sulejmanovimi priležnicami. Leta 1522 je rodila svojega in sultanovega prvega otroka, dečka po imenu Mehmet. V naslednjih 4 letih so hitro sledili še 3 sinovi in ena hči. 5. in zadnji sin pa se je rodil leta 1531. Tako je bila ena glavnih stvari, ki sta Sulejmana zgodaj v njunem razmerju vezala na Hurem, rojstvo več otrok. Rojstvo toliko otrok je bilo tudi jasen pokazatelj Hureminega vzpona na položaj nad povprečno priležnico, saj so bile osmanske priležnice nasplošno omejene na to, da so imele s sultanom le enega sina. Kljub temu, da je bil Sulejman vse bolj naklonjen, sta Hurem in on ostala neporočena več let. To je bilo skoraj zagotovo posledica zadržkov glede tega, kako bi bila takšna zveza sprejeta po celotnem imperiju in v njegovih glavnih oblastnih skupinah, vključno z osmanskim plemstvom.
Hurem je bila navsezadnje Evropejka. Najbolj zaskrbljujoče pa je bilo, da je bila vzhodna pravoslavna kristjanka in ne muslimanka. Toda ne glede na morebitne zadržke, ki jih je imel glede poroke z njo, se je Sulejman na koncu odločil, da vzame Hurem za svojo nevesto. To je bilo deloma tudi zaradi smrti Hafse leta 1534. Sultanka, Sulejmanova mati, ki je imela naziv kraljica mati vse do svoje smrti. Položaj, nad katerega Sulejman v času življenja svoje matere ni mogel dovoliti, da bi se priležnica povzpela. S smrtjo Hafse sta se Sulejman in Hurem leta 1536 poročila, s čimer je sužnja iz Rutenije postala Hurem sultan. Ta zveza je povzročila veliko vznemirjenja in o njej so veliko poročali po vsej Evropi. Na primer, predstavnik Genovske banke, ki je takrat delal v Istanbulu, je o tem poročal svojim nadrejenim v italijanski državi. Ta teden se je v mestu zgodil izjemno nenavaden dogodek, popolnoma brez primere v zgodovini sultanov. Veliki gospod Sulejman si je za svojo cesarico vzel sužnjo iz Rusije. O tej poroki se veliko govori in nihče ne ve, kaj to pomeni. Ni dvoma, da je bila poroka iz resnične naklonjenosti. Obstaja precejšnje dopisovanje med sultanom in njegovo ženo, ki še vedno obstaja in jasno kaže njuno ljubezen drug do drugega. Saj mu je pisala, ko je bil na vojaškem pohodu na Balkanu in v Levantu. Njuna vez se kaže tudi v opustitvi številnih pravil in tradicij, ki so določale, kako naj bi se osmanski sultan in njegova soproga vedla drug do drugega. Naprimer, medtem ko bi soproga po tradiciji smela ostati v palači le toliko časa, dokler so njeni in sultanovi otroci odraščali, je Hurem preživela vse svoje poznejše življenje v palači Topkapi, glavnem prebivališču osmanskih sultanov v 16. stoletju. Zaradi naklonjenosti med Sulejmanom in Hurem je kraljica iz Rutenije dobila tudi pomembno vlogo v vladi imperija, kar je bil povsem nov razvoj dogodkov. Roxelana je bila odgovorna za preobrazbo cesarskega harema v institucijo, ki je imela precejšen politični vpliv v Istanbulu. In to je tlakovalo pot za obdobje, ki ga imenujemo sultanat žensk. Dolgo obdobje, v katerem so ženske igrale pomembno vlogo pri vodenju obsežnega osmanskega imperija. Ta sultanat žensk bi se začel s Hurem in trajal vse do sredine 17. stoletja, več kot 100 let kasneje. Velik del Huremin vpliva je bil v zunanjih odnosih države, v času, ko se je imperij hitro širil, vključno z osvojitvijo Madžarske, delov Severne Afrike in večine današnjega Iraka na Bližnjem vzhodu. Huremin vpliv je bil pomemben pri usmerjanju delov te zunanje politike. Naprimer, morda je bila ključna pri tem, da Sulejman ni šel v vojno z njeno rodno Poljsko. In celo je potekala korespondenca med Hurem in poljskim kraljem Sigismundom II. Augustom od leta 1548 do 1572. To je edini primer, za katerega vemo, da je bila osmanska kraljica v neposrednem stiku z evropskim monarhom in je povsem nenavadno za zgodnje novo obdobje. Ta stik med Hurem in Sigismundom je verjetno pomembno prispeval k oblikovanju zavezništva med Osmanskim cesarstvom in Poljskim kraljestvom leta 1551, ki je nato trajalo večji del 2 desetletij. Hurem je prav tako zmagala v boju za oblast na osmanskem dvoru, kjer so odločali, kdo bo nasledil Sulejmana. Nasledstvo sultanata v cesarstvu ni bilo določeno tako kot v Evropi s primogenituro, kjer je najstarejši živeči sin vladarja podedoval kraljestvo. V Istanbulu je imel vsak naslednji sultan veliko sinov, pogosto z različnimi ženami in priležnicami, ki so živeli v cesarskem haremu, in eden izmed njih je bil izbran kot najprimernejši za nasledstvo. Do 50. let 16. stoletja je Sulejman imel 4 živeče sinove iz svojih zvez s Hurem in svojo drugo glavno priležnico Mahidevran. 3 od teh sinov, Selim, Bajazid in Džihangir, so bili sinovi Hurem, najstarejši, Mustafa pa se je rodil leta 1515, Sulejmanu in Mahidevran. Dolga leta je bil Mustafa obravnavan kot Sulejmanov prestolonaslednik.
Predvsem zaradi njegove priljubljenosti v osmanski vojski in dejstva, da je v 30. in 40. letih 16. stoletja zasedal več visokih vojaških in upravnih položajev v provincah imperija. Toda seveda se je v 50. letih 16. stoletja vse to spremenilo. Med vojno s Perzijskim imperijem, ki je imel sedež na območju današnjega Irana, je leta 1552 Mustafa padel pod sum, da načrtuje odstranitev svojega očeta s sultanata. To je na koncu doseglo vrhunec jeseni, leta 1553, ko so Sulejmanovi osebni stražarji napadli Mustafo v vojaškem šotoru v Turčiji. Bil je usmrčen, s čimer je bila pot odprta za Selima ali Bajazida, dva Sulejmanova sina s Hurem, da nasledita očeta kot sultan. Takrat je bilo veliko sumničenj, da je bila Hurem ključna pri vzbujanju moževega suma glede Mustafe, da bi zagotovila, da bi eden njenih sinov postal prestolonaslednik imperija. Vendar so dokazi neprepričljivi in lahko le ugibamo, ali je bila Hurem vpletena. Če je bila, je šlo za ključen dogodek pri končni nasleditvi njenega sina Selima kot sultana Selima II. Mnogo let kasneje, leta 1566, je bila vzpostavljena neposredna linija sultanov, ki je vladala imperiju še mnogo let po življenju Hurem in Sulejmana. Doma v Istanbulu je Hurem še naprej vzbujala zanimanje širše Evrope in vplivala na potek dogodkov v turški prestolnici. Postala je znana po svojih dobrodelnih prizadevanjih, saj je zagotovila sredstva za številne mošeje v Istanbulu in drugih večjih mestih imperija, kot je Jeruzalem, hkrati pa ustanavljala bolnišnice in zavetišča za revne. Pod njenim vodstvom je bila v Meki ustanovljena javna kuhinja, ki je hranila revnejše romarje, ki so se udeleževali letnega romanja, hadža, v najsvetejše mesto muslimanskega sveta. Zaradi vseh teh dejavnosti je vzbudila veliko zanimanja v krščanski Evropi in iz sredine 16. stoletja obstaja več portretov Roxelane. Vprašljivo je, kako natančno ti portreti odražajo njen resnični videz, saj umetniki, ki so jih ustvarili v Italiji in drugod, niso potovali v Istanbul, da bi jo naslikali osebno, temveč so delali po posrednih opisih ali ohlapnih skicah. Nedvomno je najbolj znana med temi upodobitvami osmanske kraljice tista, ki je nastala okoli leta 1550, bodisi izpod čopiča velikega beneškega slikarja Tiziana ali člana njegove šole v severovzhodni Italiji. Osmanska kraljica je umrla 15. aprila 1558. Verjetno je bila stara okoli 56 let, vendar je že nekaj časa trpela zaradi kombinacije bolezni, najverjetneje mešanice malarije in kolike. Molitev so opravili v mošeji, ki jo je v Istanbulu zgradil Sulejmanov dedek Bajazid II. Nato so Huremino krsto nosili nekateri najvišji cesarski uradniki v osmanski prestolnici skozi mestne ulice do Sulejmanjeve mošeje, cesarske mošeje, ki jo je njen mož zgradil v zgodnjih 1550-ih. Tukaj so jo pokopali na pokopališču, kjer so kmalu zgradili razkošen mavzolej v čast krščanski ženski, ki so jo kot sužnjo odpeljali z območja polsko-ukrajinske meje in ki je postala kraljica Osmanskega cesarstva. 8 let kasneje, leta 1566, je umrl njen mož Sulejman in so ga pokopali v mavzoleju blizu Hurem Sultan. Za našo tretjo zgodbo gremo v Francijo. V 1630 letih Françoise d'Aubigné se je rodila 27. novembra 1635 v mestu Niort v zahodni Franciji. Njen oče je bil Constant d'Aubigné, član nižjega plemstva v Franciji 17. stoletja. Njena mati pa je bila Jeanne de Cardillac. Constant je pristal v Niortu zaradi svojih verskih nesoglasij. Bil je hugenot oziroma francoski protestant in je bil zaradi svojih verskih prepričanj zaprt v Niortu po ukazu kardinala Richelieja, glavnega ministra kralja Ludvika XIII. Tukaj je spoznal Žano, hčerko svojega ječarja, in nekaj časa kasneje je bila spočeta Françoise. Tako je Françoise svoja zgodnja leta preživela v nekoliko nenavadni situaciji, saj je njen oče bil zaprt v zaporu, ki ga je vodil njen materin dedek. Constant je bil izpuščen leta 1645, ko je bila Françoise stara 10 let. Kmalu zatem so odšli na zahodno Indijo, v Karibih, kjer je bil Constantu zagotovljen položaj guvernerja majhnega otoka Marie Galante. Ko pa so prispeli tja, so ugotovili, da so bile to napačne informacije.
Družina se je nato vrnila v Francijo, kjer je François oče umrl leta 1647. Nato je bila François vzgajana v strogo katoliškem duhu, dokler njena mati, ki je bila zanimivo goreča katoličanka, v nasprotju z njenim očetom, ni umrla leta 1651. Françoise je nato postala varovanka gospe de Noyan, katere hči je bila Françoisina Botra. Vendar se je gospa de Noyan želela čim prej znebiti svoje nove varovanke. Zato so jo kmalu poslali živeti v hišo Paula Scarona, znanega francoskega pesnika in pisatelja tistega časa, ki je bil hrom. Françoise se je z njim poročila nekaj mesecev kasneje, kljub 25-letni starostni razliki, saj je izjavila, da bi raje poročila Scarona, kot pa vstopila v samostan. Kot Scaronova žena je v naslednjih letih vodila njegov literarni salon. Zakon je bil precej nekonvencionalen in nekateri so celo ugibali, da nikoli ni bil zares konzumiran. V vsakem primeru je med njima obstajala zvestoba in François je ostala Paulova negovalka, ko se mu je zdravje slabšalo pred njegovo smrtjo leta 1669, let po njuni poroki. Tako je leta 1660 François postala vdova, komaj da dopolnila 25 let. Bila je tudi brez otrok in zaradi svoje privlačne zunanjosti je bila sprva v skušnjavi, da bi postala kurtizana. Vendar so ji bile na voljo tudi druge možnosti. Kot gostiteljica Scaronovega literarnega salona je prišla v stik z nekaterimi najvidnejšimi posamezniki francoske družbe sredi 17. stoletja. To se je razširilo vse do dvora, ker je Ana Avstrijska, mati kralja Ludvika XIV, privolila, da ji bo zagotovila letno podporo v višini 2000 livrov. To je bil za tisti čas zelo velik znesek denarja, od katerega je lahko François živela precej udobno, tudi če se ni ponovno poročila. Zaradi tega je večino 60 let 17. stoletja nadaljevala svoje delo v literarni družbi Pariza in Francije. Vendar so se stvari spremenile leta 1666. Tistega leta je umrla kraljica mati in kralj, s katerim François v tej fazi ni imela nobenega odnosa, je ustavil izplačevanje. V finančnih težavah je François kmalu zatem sprejela ponudbo François Adené de Rochefort, markiz de Montespan, ene od kraljevih ljubimka, da obišče dvor. Tam si je hitro pridobila položaj. Čeprav je bil Ludvik XIV. Poročen s kraljico Marijo Terezijo, je imel veliko ljubimk in je imel samo z Montespanovo 7 nezakonskih otrok. Ko se je eden od teh otrok rodil leta 1669, je markiza otroka zaupala Françoisu v Parizu ter ji zagotovila plačo in nekaj služabnikov za upravljanje tega dela. Ta situacija se je nadaljevala še vrsto let. Ludvik XIV. Je v zahvalo Françoisa za njeno delo pri vzgoji njegovega nezakonskega otroka nagradil s plačilom 200 000 livrov, s katerimi je kupila posestvo v Maintenonu. Kasneje ji je podelil naslov markize de Maintenon v zahvalo za njeno veliko posestvo tukaj in njene zasluge za krono. Ni povsem jasno, kdaj je razmerje med François in kraljem postalo več kot le odnos med vladarjem in služabnico. Ludvik XIV. Je bil najmočnejši monarh v Evropi 17. stoletja. Nasledil je svojega očeta Ludvika XIII. Kot francoski kralj, ko je bil star komaj 4 leta, leta 1643. Zato ni začel samostojno vladati Franciji do leta 1661. Ko pa je začel, je pokazal jekleno odločnost, da bo vladal z odloki in po božji pravici kraljev, zaradi česar ga danes ocenjujejo kot utelešenje monarhičnega absolutizma v zgodnji moderni Evropi. V okviru tega je naročil gradnjo ogromne nove kraljeve palače in dvora v Versailles, približno 20 km izven Pariza. Tukaj si je Ludvik predstavljal, da bo Franciji vladal bolj oddaljeno in vzvišeno kot njegovi predhodniki, ki so se nastanili v središču francoske prestolnice. Prav tukaj v Versailles se je odnos med François in Ludvikom razcvetel. Morda že leta 1673, a zagotovo je bil v polnem teku do leta 1678. Do začetka 1680-ih je bila glavna med njegovimi ljubimkami in je v kraljevem srcu zamenjala markizo de Montespan.
Zdi se, da je bil Ludvik očaran nad žensko, ki je znala z njim poglobljeno razpravljati o številnih temah, vključno s politiko, ekonomijo in francosko književnostjo. Kar je bistveno spremenilo položaj leta 1683, je bila smrt Ludvikove dolgo trpeče žene, kraljice Marije Terezije, 30. julija zaradi zapletov, ki so nastali zaradi abscesa na njeni roki. Smrt kraljice je zdaj odprla možnost, da bi se Ludvik ponovno poročil, vendar se je francoski kralj v nenavadni odločitvi odločil, da se poroči s svojo ljubico, a ne uradno. Kmalu po smrti stare kraljice sta se kralj in François poročila na zasebni slovesnosti, ki jo je vodil pariški nadškof François de Harlay de Champvallon. Splošno velja, da se je to zgodilo 9. oktobra 1683, čeprav nekateri menijo, da je bila skrivna poroka dejansko izvedena januarja 1684. Slovesnosti se je udeležila majhna skupina ljudi, vključno s kraljevim spovednikom in nekaj dvornih uradnikov. Posledično je bilo število ljudi, ki so dejansko bili priča slovesnosti, omejeno, zato je danes malo podrobnosti o tej skrivni poroki. Jasno je, da je nekje jeseni 1683 ali v naslednji zimi François d'Aubigné, markiza de Maintenon, postala francoska kraljica. Kraljica, za katero skoraj nihče ni vedel, da je nova žena kralja. Predlaganih je bilo več različnih razlag, zakaj je bila poroka skrita. Nekateri so predlagali, da bi dejstvo, da sta bila par v razmerju že pred smrtjo kraljice Marije Terezije, lahko povzročilo javni škandal. Toda pravi razlog je bil najverjetneje ta, da Françoisin nižji družbeni položaj po kraljevskih običajih tistega časa ni dopuščal, da bi zakon javno priznali. Od kralja Ludvika, takšnega ugleda, se je pričakovalo, da se bo poročil z nekom kraljevske krvi iz ene od drugih vladarskih dinastij Evrope. Françoise ni izpolnjevala te zahteve, zato so se odločili, da zakona širši javnosti ne bodo priznali. Verjetno je bilo vsakomur jasno, kakšen je bil nov dogovor v Versailles. Tukaj, tako kot v drugih kraljevih palačah v zgodnjem novem veku, bi imela kralj in kraljica vsak svoje zasebne apartmaje. Toda Françoise je bila kmalu nastanjena v apartmajih, ki so bili na vrhu velikega stopnišča v Versailles, neposredno nasproti kraljevih apartmajev. S tem so sodobniki opazili, da je nato vedno preživel pomemben del dneva s François. Glede na to, pa tudi na njeno inteligenco in izobrazbo, se postavlja vprašanje, v kolikšni meri je skrivna kraljica Francije vplivala na francosko politiko in družbo. Politični vpliv nove kraljice in njen vpliv na francosko družbo v naslednjih letih sta bila predmet precejšnjih razprav. Obsežno so jo kritizirali protestantski avtorji, ki so verjeli, da je imela določeno vlogo pri Ludvikovi odločitvi, da leta 1685 ponovno začne preganjanje francoskih protestantov z razveljavitvijo Nonskega edikta, ki je večji del 17. stoletja vsem Francozom zagotavljal versko svobodo. Vendar ni nobenih dokazov, da bi bila François na kakršenkoli način odgovorna za odločitev svojega novega moža. In je zgolj naključje, da se je Ludvik za ta oster ukrep odločil kmalu po svoji skrivni poroki z drugo ženo. Dejansko so nedavne raziskave pokazale prav nasprotno in da je bila skrivna kraljica močna nasprotnica nekaterih najhujših oblik preganjanja francoskih protestantov, ki so se zgodile v naslednjih letih. V resnici vpliv Françoise v prvih 7 letih njenega vladanja kot kraljice ni bil obsežen. Sprememba se je zgodila leta 1700, ko se je po Evropi začela vojna za špansko nasledstvo in splošno velja, da se je Ludvik začel v veliko večji meri zanašati na nasvete svoje žene. Na koncu je velik konflikt, ki je postavil Francijo in Španijo proti široki koaliciji evropskih sil pod vodstvom Britanije, Avstrije in Nizozemske republike, trajal vse do leta 1714. Skozi ves ta čas naj bi bila François moževa neuradna ministrica. Eden najpomembnejših vidikov časa, ko je bila Françoise kraljica, je bilo njeno pokroviteljstvo nad izobraževanjem žensk. Ustanovila je Maison Royale de Saint-Louis v Saint-Cyru v Parizu.
Tukaj so mlade Francozinje iz obubožanih plemiških družin dobile izobrazbo, ki ni temeljila zgolj na strogi katoliški vzgoji, kot je bilo značilno za številne šole za aristokracijo. Ampak so tem ženskam nudili tudi literarno in družbeno izobrazbo. Šola je bila obsežna in je lahko, ko je bila končno dokončana, sprejela 250 učenk. Več 10 učiteljev je poučevalo aritmetiko, geometrijo, branje, pisanje, geografijo in zgodovino ter druge predmete. Prosti čas je bil prav tako ocenjen kot zelo pomemben za oblikovanje prefinjenega razmišljanja bodočih članov francoskega plemstva. In učence so spodbujali, naj igrajo šah in dame ter se ukvarjajo z drugimi modnimi dejavnostmi tistega časa. Françoisa bo na koncu 32 let vladala kot skrivna kraljica Francije. Ludvik XIV je umrl šele 1. septembra 1715, s čimer je njegovo vladanje, dolgo 72 let in 110 dni, postalo najdaljše vladanje kateregakoli evropskega monarha v zgodovini. Zanimivo je, da par kljub dolgemu zakonu nikoli ni imel otrok, saj je bila Françoisa ob poroki že v poznih 40 letih. Iz njune prejšnje zveze pa tudi ni bilo otrok. To sega nazaj v 70. leta 17. stoletja. Po smrti njenega moža ga je nasledil njegov pravnuk, saj je sončni kralj preživel svoje neposredne zakonite moške potomce. Ludvik XV je François dodelil obsežno pokojnino in se je upokojila v Saint-Cyru, kjer je še naprej gostila. Nekatere najuglednejše literarne in politične osebnosti tistega časa, med njimi car Peter Veliki iz Rusije, ki je na enem svojih znamenitih potovanj po srednji in zahodni Evropi skušal modernizirati Rusijo. Françoise je umrla 15. aprila 1719. Stara je bila 83 let. Ker nikoli ni bila potrjena kot kraljica Francije, ni imela državnega pogreba, niti ni bila pokopana v kraljevi grobnici, temveč je bila pokopana po svojih željah na zemljišču šole, ki jo je ustanovila v Saint-Cyru. Svoje obsežno posestvo v Maintenonu je zapustila svoji nečakini, vojvodini Noailles. Zaradi nenavadne zakonske zveze med njo in Ludvikom XIV so jo omenjali številni pisci, pojavila pa se je tudi v delih Aleksandra Dumaja, F. Scotta Fitzgeralda in Arthurja Conana Doyla. Za našo zadnjo zgodbo ostajamo v Franciji, vendar se pomikamo naprej v zgodnje 18. stoletje. Jeanne-Antoinette Poisson se je rodila 29. decembra 1721 v Parizu. Njeni starši so bili precej uspešni, François Poisson in njegova žena Madeleine de la Motte. Vendar so obstajali sumi, da bi lahko njena mati imela zunaj zakonsko razmerje, zaradi katerega bi lahko bil Jeanov oče nekdo drug. Bodisi finančnik Jean-Paris de Montmartel ali davčni pobiralec Charles-François Paul Lenormand de Tournem. Pravzaprav je Lenormand de Tournem postal njen zakoniti skrbnik potem, ko je François Poisson leta 1725 pobegnil iz mesta zaradi neplačanih dolgov. Ko je odraščala, je bila Žana znana potem, da je bila precej bolehna. Pri 9 letih so jo poslali domov iz uršulinskega samostana v Poeziju, kjer je od 5. leta prejemala kakovostno izobrazbo, saj je zbolela za tem, kar je bila najverjetneje oslovski kašelj. Po prihodu domov je Lenormand de Tournem uredil zasebno izobraževanje doma in plačal za nekatere najboljše učitelje, kar jih je lahko našel. Vendar pa nikoli ni bila izjemna učenka pri tradicionalnih predmetih, medtem ko je pod poukom umetnosti zelo napredovala. Učili so jo plesa, risanja, slikanja, gledališča in še veliko več. Bila je znana po tem, da si je zapomnila celotne igre in bila velika pokroviteljica umetnosti. Kot otrok, po vrnitvi domov iz uršulinskega samostana, jo je Žanejna mati peljala k vedeževalki. Tam so ji povedali, da bo nekega dne vladala kraljevemu srcu. Žanejna mati se je trdno držala te napovedi in je vztrajala, da bo njena hči nekega dne izpolnila to usodo. Svojo hčer je začela klicati Rejne, kar pomeni mala kraljica. Jeanne je imela srečno otroštvo, ki se je končalo z njeno poroko z nečakom Lenormanda de Tournema, Charlesom Guillaumom Lenormandom de Thiolom pri 19 letih.
Lenormand de Tournem, ki je bil še vedno Žanen skrbnik, je bil tisti, ki je začel razmerje med Žan in svojim nečakom, saj bi imel zaradi te poroke precejšen finančni dobiček. Po poroki leta 1740 je Lenormand de Tournem svojega nečaka imenoval za svojega edinega dediča, kar je novoporočencema prineslo posestvo v Etiolu. Posestvo se je nahajalo na robu kraljevskih lovišč, kar se je izkazalo za pomembno za Žanene prihodnje načrte. Zakon je bil razmeroma srečen, saj sta oba uživala v družbi drug drugega, kar za tisti čas ni bilo vedno značilno za zakone. Charles se je na koncu globoko zaljubil v Žan. Ali je enako veljalo za Žan, ni znano, vendar je bilo zanj mar. Obljubila je, da mu bo ostala zvesta in bo ostala z njim, razen če bi bil ta drugi moški kralj, vendar mu tega ni povedala. V času, ko je bila poročena, je Žan lahko obiskovala priljubljene salone, ki so bili kraji, kjer so se moški in ženske v Parizu zbirali za intelektualne razprave. Prav tukaj je spoznala osebnosti, kot so Voltaire, Helveci in Montesquieu. Imela je izjemno družbo in se veliko naučila od ljudi, ki jih je spoznala. Sčasoma, ko je žen postajala vse bolj priljubljena, je ustvarila svoj lasten salon v Etiolezu, ki je postal izjemno uspešen. Postala je mojstrica pogovora in izpopolnila svoj oster duh, po katerem je kasneje postala znana. Žanin zakon je prinesel dva otroka, sina, ki je umrl v otroštvu, in hčerko, Aleksandrino Lenormand de Tioul, ki se je rodila leta 1744. Aleksandrino so zelo ljubili njeni starši in dedek François Poisson. Nažalost je umrla pri 9 letih zaradi akutnega peritonitisa, ki je povzročil vnetje notranje stene trebuha in ovojnice trebušnih organov. Kljub poroki je bila Žan prepričana, da se bodo besede vedeževalke nekoč uresničile. Odločena je bila, da bo spoznala francoskega kralja Ludvika XV. Ker je bila posest, ki jo je delila z možem, na koncu kraljevih lovišč, je lahko opazovala kralja in njegove može med lovom. Nekega dne se je namenoma odločila postaviti sredi lovišča, čeprav tega ne bi smela storiti. Nosila je modro obleko, medtem ko je sedela v rožnati kočiji, ob naslednji priložnosti pa se je vrnila v rožnati obleki in sedela v modri kočiji. Tako kot je nameravala, je pritegnila kraljevo pozornost. Bil je izjemno očaran in je poslal jelenino, da bi izrazil svoja čustva. Vendar pa je bila vloga glavne ljubice že zasedena s strani ženske po imenu Madame de Châteauroux, zato iz te geste ni moglo biti nič. Šele decembra leta 1744, ko je Madame de Châteauroux umrla, so se za Žan začele pojavljati priložnosti. Manj kot mesec dni po smrti nekdanje ljubice je Žan prejela uradno povabilo na maškarado, ki je potekala v palači v Versaillesu. Ta ples je postal prelomnica v Žanenem življenju. Kralj je javno razglasil svoje čustva do nje. Na plesu je bil kralj oblečen kot Tisa, medtem ko je bila Žan oblečena kot lovka Diana. Kostumi naj bi predstavljali njuno srečanje na lovišču, kjer jo je kralj prvič videl. Da bi Charlesa odstranil in kot odškodnino za to, da mu je vzel ženo, mu je Ludvik XV ponudil položaj veleposlanika v Turčiji, a je ta zavrnil. Charles je bil strtega srca in svoji ženi nikoli ni odpustil izdaje. Tolažil se je z razmerji z drugimi ženskami v Parizu, imel je več otrok in se kasneje ponovno poročil. Do marca 1745 je Žan uradno zapustila moža in si zagotovila mesto na dvoru kot kraljeva ljubica. Dodelili so ji kraljevske apartmaje in markizat Pompadour, kar jo je naredilo markizo. Za predstavitev na dvoru je bilo potrebno imeti naslov in Žan je postala Madame de Pompadour. 14. septembra istega leta je bila predstavljena na dvoru, spremljal pa jo je kraljev bratranec.
Na dvoru je bila Žan odločna, da si zagotovi svoj položaj. Da bi to dosegla, je obvladala dvorni bonton in se spoprijateljila s tistimi na višjih položajih od nje, še posebej s kraljico. Žan je kraljici Mariji Leščinski jasno pokazala, da zelo spoštuje njeno vlogo kraljice, česar za druge kraljeve ljubice ni bilo vedno mogoče reči. Ni imela namena je zamenjati ali kakorkoli prestopiti njenih meja. Želela je, da bi bila Marija v to prepričana. Kraljica se je zdelo, da je tako sprejela, kot cenila ženino gesto in uradno sprejela novo ljubico. Vloga glavne ljubice kralja je bila veliko več kot le spolnost. Madame de Pompadour je postala vojvodinja in nato 13. kraljičina dvorna dama, kar je bila najvišja vloga za žensko na dvoru. Obnašala se je, kot bi se predsednik vlade. Bila je odgovorna za imenovanja, usluge in odpuščanja. Prispevala je celo k notranji in zunanji politiki. Njen vpliv je bil tako velik, da jo je Wenzel Anton, knez Kaunitz Redberški, ugledni avstrijski diplomat, leta 1755 prosil, naj posreduje pri pogajanjih. To je pripeljalo do Versajske pogodbe, ki je obljubljala medsebojno pomoč Franciji in Avstriji, če bi katero od njiju napadla Velika Britanija ali Prusija. Njena vloga glavne ljubice je trajala do konca 7-letne vojne, ki se je na koncu končala s tem, da je Francija izgubila svoje severnoameriške kolonije in skoraj bankrotirana. Madame de Pompadour naj bi tolažila kralja po porazu in mu pomagala skozi težke čase njegove vladavine. Madame de Pompadour je podpirala številne različne osebnosti in politike, ki so na koncu propadle, kar je prineslo še več negativnih posledic za Francijo, ki je že tako trpela zaradi poraza v vojni. Ta podpora in način, kako je kralj pogosto poslušal njene ideje, sta povzročila, da je veliko pomembnih članov dvora mimaralo. Njihovo nestrinjanje z njenimi političnimi prepričanji ter nezadovoljstvo zaradi kraljeve ljubezni do navadne smrtnice sta le še poslabšala njen ugled v očeh mnogih. Kljub temu, da so bile politike, ki jih je zagovarjala, pogubne za povojni položaj države. Madame de Pompadour je zagovarjala ministre, ki so uvajali pomembne fiskalne in gospodarske reforme, kot so trgovina, infrastruktura in dohodnina, kar je pomagalo finančnemu položaju Francije. Kljub svojim sovražnikom je Madame de Pompadour neprestano uživala podporo kralja. Tudi potem, ko se je njuno spolno razmerje leta 1750 končalo, je ostala njegova najbližja prijateljica in svetovalka. Kralj je bil znan po svojih napadih melanholije in pogosto so govorili, da ga je lahko iz takšnih občutkov izvlekla le Madame de Pompadour. Sčasoma je postala edina oseba, ki je zaupal. Prirejala je zabave in lovske izlete samo zanj. Podpora Madame de Pompadour umetnosti in idejam razsvetljenstva bi lahko veljala za njeno najpomembnejše področje vpliva. Navdihovala in podpirala je mnoge, vključno s šolo fiziokratov, ki je tlakovala pot očetu ekonomije Adamu Smithu in njegovim teorijam. Nato je kupila tovarno porcelana, bila je model za slike in kipe ter podpirala ljubiteljske grafične umetnike in nadarjene gledališke igralke v predstavah v Versaju. Prav tako naj bi navdihnila ikonični rokokojski slog umetnosti. Svojo podporo vsemu ustvarjalnemu je igrala pomembno vlogo pri tem, da je Pariz veljal za prestolnica okusa in kulture v Evropi. Do takrat, ko se je spolno razmerje Madame de Pompadour s kraljem končalo, je bila njena nova vloga kraljeve prijateljice, ki jo je opravljala vse do svoje smrti, že utrjena. Začela je bolehati že od 9. leta, ko jo je napad oslovskega kašlja, zaradi katerega je morala zapustiti šolo, močno prizadel. Bila je bolehen otrok. Trpela je za ponavljajočimi se prehladi in bronhitisom, kljuvala je kri in imela glavobole. Imela je tudi 3 spontane splave, ko je bila v razmerju s kraljem, kar je še poslabšalo njeno že tako slabo zdravje. Madame de Pompadour je umrla pri 42 letih, potem ko je zbolela za tuberkulozo. Kralj je ostal predan, poskušal jo je negovati in jo ozdraviti, a mu ni uspelo. Medtem ko so se njeni sovražniki veselili njene smrti, so bili kralj, umetniki in misleci, ki jih je podpirala, uničeni.
Voltaire je napisal: Zelo sem žalosten zaradi smrti Madame de Pompadour. Bil sem ji dolžan in žalim za njo iz hvaležnosti. Zdi se absurdno, da je strpi sun, ki komaj še hodi, še vedno živ. Lepa ženska, ki je bila sredi sjajne kariere, umre pri 42 letih. Kralj naj bi to izjavil, ko je opazoval, kako njena krsta odhaja iz Versaja sredi deževne nevihte. La marquise n'aura pas de beau temps pour son voyage, kar pomeni, markiza ne bo imela lepega vremena za svoje potovanje. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o teh kraljevih ljubimcih iz zgodovine. Upam, da ste ga našli zanimivega. Če želite več daljših videov, mi to tudi sporočite. In če želite več videov na to vrstno temo, mi prav tako sporočite spodaj v komentarjih. Če še niste naročeni, upam, da se naročite. In upam, da imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vse moje videe, takoj ko jih naložim. Kakorkoli, to je vse z moje strani, tako da se vidimo v naslednjem delu serije Pozabljena življenja. Hvala.